Če nadaljujemo torej s tem, kaj je v bistvu najboljše za dojenčka, vam bom podala eno zgodbo za ilustracijo. Gospa me je kontaktirala, približno 3 leta nazaj, in rekla je: Barbara, moj dojenček se je rodil zelo prezgodaj. Torej, pozor, rodil se je prezgodaj, 2 meseca prezgodaj, torej ta dojenček bo malce manjši in ta dojenček, tudi to prvo leto, se bo razvijal malce počasneje. Vprašala sem jo, kje je problem, in rekla je, da moj dojenček, trebušček je vedno napet, zelo suh je, zelo suhcene nogice ima. Koliko je star? 10 mesecev. In koliko zob ima? 3 zobe. Kaj pa je? Poskušam ga malce zrediti, torej sicer ga dojim, ampak dajem mu žitarice, kruh, stročnice. Potem vidite, kaj se sedaj tukaj dogaja. Ta bogi želodec ne more prenesti tega in ne more tega razgraditi. Tako so mi povedali glede zob, glede na to, da še ni ptajlina, to je v amilazi naše sline. In kot je tudi Julija omenila, da obstajajo zelo male količine, ki so le dovoljšne za razgradnjo materinega mleka, ne pa za kos kruha ali za hrano. Kar si mi povedala, je bilo smiselno in rekla je, da se je dojenček že navadil to jesti in to je tudi za vzeti v obzir. Če se je dojenček že naučil jesti, ne morate kar prenehati, ker boste imeli hude težave pri vsakem obroku. In ravno zato, ker je že bil navajen na hrano, sem rekla, dajte mu sadje, samo zaradi tega, ker je že navajen, morda malo podušen brokoli, cvetačo in sladek krompir. Sladek krompir, ko je dobro kuhan, v bistvu se razgradi v zelo preprost sladkor. In čez 1 mesec mi je pisala: hvala lepa, trebuh ni več napet. In to se je zgodilo v kar nekaj primerih z dojenčki, otroci in odraslimi. Zdi se jim, da ga morajo prav nafutrati, ampak prvo je treba popraviti črevo, ker preprosto ne more iti z čreva v tkiva. Zato to ne deluje. Zelo srečna mama je potem bila. Po 14 mesecih me je ponovno mailala in rekla, in ta pripetljaj je sicer bil pri 10 mesecih, in rekla je: Barbara, moj sin je prenehal jesti, pa ravno je pričel puzati, to je sicer pozno, ampak to je, ne pozabite, to je dojenček, ki se je prehitro rodil. Komaj je začel puzati. In mama je rekla: mislim, da bo nehal se možgani razvijati, mišice, in jaz si mislim, od kje pa je to? Vprašala sem jo, če otrok dobiva zobe, in rekla: ja. In ravno mlevci so prihajali ven, torej 8 zobi. In sem rekla: sploh ni čudno, ko otroci dobivajo zobe, potem so bolj taki, manj jejo, bolj radi se držijo in to je normalno. In ljudje me sprašujejo, kaj pa naredite, ko zobi prihajajo ven, in potem jim rečem, da si naj najdejo kengurujčka in ga dajo nase, priklenijo nase. Potem so srečni. Nekateri ljudje pa pravijo: ja, tega pa ne morem delati cel dan. Ne, samo takrat, ko imajo probleme z zobi. Boljše zdravilo kot katerokoli zdravilo za otroke. In mojim otrokom nikoli nisem dala takih reči. Vedno sem jih držala nekaj dni. Ja, malce teže je, ampak to je samo za nekaj dni. Potem pa me je kontaktiral njen oče. Rekel je: jaz sem profesor na Loma Lindy in zelo me skrbi za mojega vnuka. Mi verujemo, da se bodo njegovi možgani prenehali razvijati, zaradi tega, ker ne je hrane. Moja žena je fizioterapeutka in meni, da se njegove mišice ne bodo razvile. Zdaj vemo, od kje to prihaja. Tako sem odpisala temu gospodu in napisala sem mu: ste vedeli, da se šele zadnjih 100 let otroke hrani s hrano? Veste, kaj to pomeni? Galileo, Mozart, Einstein, briljantni geniji iz preteklosti niso bili hranjeni hrane, ko so bili še dojenčki. In rekla sem mu: ste vedeli, da ni encimov v ustih, da bi sploh lahko razgradili škrob? Želeli so, da bi otroka odpeljali v bolnico in vzeli krvno sliko, da bi videli, kakšno je stanje hranil v krvi. Si predstavljate, kakšna travma je to za gospo?
Blagoslov pa je bil, da je dojenček bil dojen. In ko so te dojeni in če zbolijo ali pa so tečni, potem samo malce več pojejo. In to je to. In rekel mi je, jaz vam pišem zato, ker moja hčera posluša vas. In jaz vam tukaj dajem apel. Ja, da je razvoj otroka in gor in dol. Torej sem mu citirala v bistvu stvari, ki sem vam jih povedala vam. In kot znanstvenik je seveda priznal tudi te znanstvene dokaze. Od njega nisem slišala nič več. 6 tednov kasneje me je pa mater kontaktirala in rekla, njegovi zobje so čez, in lahko mu dam malce kruha, ker so mlevci prišli čez in spet se puza. Hvala lepa, je rekla. In potem sem dobila mail od tega očeta. Hvala lepa, je rekel. Vam lahko kako pomagam, je rekla, če želite. Podala sem podatke in doniral je $400. Vedela sem tudi zakaj. In vidite v bistvu, s čim se ukvarjate, z emocijami, s čustvi. Dobro je vedeti malce zgodovine. Vprašanje, torej kako potem pričnete z uvajanjem hrane po teh mesecih? Torej kako začnete? Večina otrok, tudi moj James je bil sicer izjema, ampak večina otrok že imajo malce predokusa. Jim date morda malce kumarcev, da cuzajo, jabolček, da cuzajo. A se ne bojo zadušili? Velika razlika je med tem, da malce pokašljajo ali pa da se zadušijo. Prva varianta je to, ko grejo malce tako, potem pa pride ven. In to je čisto normalen refleks. Vsakeč se mi je to zgodilo pri mladih. Če se zadušijo, je pa to, ko se zatakne. Do zadušitve bolj verjetno pride pri otroku, ki se ni naučil žvečiti. In zato je tudi pomembno, da jim ne dajemo zmiksanih reči ali pretlačenih. Prvi kosi hrane mojih otrok so bili taki kosi, ki so jih lahko vzeli v roko in cuzali, žvečili. To je zelo pomembno. Ne se takoj ustrašiti, ko izbruhnejo ven hrano. To je samo refleks. Takoj pride ven. Veliko ljudi pa ne da svojim otrokom kos jabolka, kumare, kos zelene, da bi malce žvečili, zato ker se bojijo, da se bodo zadušili. Zelo pomembno je, da razumete razliko med temi dvemi stvarmi. Pri prvem samo izbruhnejo. Vprašanje. Če že ravno začenjajo s hrano, ali ne bi potem začeli z hrano, ki je bolj taka užitna, okusna, kot recimo sladki krompir? Ne bi, zato ker njihovo glavna hrana v bistvu materino mleko. Zato jim date vedno, ko pričnete s hrano, jim date nekaj. In jaz sem jim vedno dala nekaj v času kosila, zato ker sami vidijo, kaj vi delate. Dala sem nevisok stolček, dala sem 2 koščka, moja hčerka Julija je kar požirala, moja 4. Ampak še vedno ji ne bi dala škroba. Zato sem malce podušila brokoli in podobno. Ampak prej je bilo to zelo preprosto. Pogledala sem v moj krožnik in pogledala, kaj v bistvu oni lahko jedo. Tako sem jim dala recimo steblo od solate ali pa zelja, kjer ga lahko držijo in cuzajo. In če ni bilo veliko, kar bi jim lahko dala, kot recimo obrok včeraj, brezglutenski nudli in paradižnik z os, torej bi skuhala sladko koruzo na storžu, porezala koruzo dol in potem bi jim dala zacuzati storž. In cuzajo ta sok ven. Neka gospa mi je rekla nekoč, to je fantastično, kamorkoli grem, imam s seboj en storž od koruze. Kuhan sicer, ne? In so zelo srečni za dolgo. Torej, začnete z majhnimi koščki in potem se navadijo na te reči. Vprašanje. Torej, s temi rečmi pričnete pred 16. mesecem. Ja, tako je, pred 16. mesecem. Torej, recimo, če pričnete pri 16. mesecu, pri 16. mesecu je moj sin imel 8 zobov, torej sem počela iste reči. Z malce kumare, malce zelene.
In moj James je bil zelo dobro obložen, ni potreboval veliko. Kaj pa, če niso tako obilni? Kaj pa, če so bolj suhceni? Popolnoma v redu je. Imaš suhe dojenčke in imaš bolj obložene dojenčke. Edino je problem, če so resnično koščeni. Kot moj vnuk, ki je bil celo gubast. Moj sin me je vprašal, ali dojenčki veliko jokajo, pa sem rekla ne. Moji dojenčki niso veliko jokali. Če dojenčki veliko jokajo, je nekaj narobe. In potem sem odkrila, da se je dojenček bojeval z dojko. 7 mesecev star. In potem sem odkrila, da je mati imela netoleranco do glutena in mleka. In to je prihajalo po mleku do dojenčka. In kako to vem? Tako, ker je neprestano imela seneni nahod. Tako sem mi rekla, jaz ne bi bila presenečena, če ima tudi vaš dojenček isto intoleranco. Nekega dne je moj sin rekel, da ne prenese več jokanja in je šel kupiti brez laktoze mleko. In ko je to prinesel domov, je otrok samo pil, kot da je bil sestradan. In res je verjetno stradal. Zato, ker dojenček je bil lačen, ampak se je nekako bojeval z dojko zaradi tega. Potem pa dajte otroku kozje mleko. To je še najbližje našemu. Vem, da v Avstraliji lahko kupite formulo, ki je narejena iz kozjega mleka. Potem sta imela končno srečnega dojenčka. Dojenček ni več jokal in se lepo zredil. Gledate na odziv, kot vidite. Niso vsi dojenčki z temi intolerancami, ampak odkrila sem, da pa, ko ima dojenček astmo, ekscem, težko diha, je lahko to, da je alergičen na nekaj, kar je. Ko govorimo o alergenih, prenehate z arašidi, mlekom, pšenica, oves in rafiniran sladkor. Lahko traja 2 meseca, preden te toksini za telo pridejo ven iz telesa. Vprašanje, in kako je bilo potem? Po tem, ko smo hrano vedli, potem? Ja, zdaj smo govorili o sadju in kumarah, brokoli, cvetača, poparjeno, malce sladkega krompirja. Lepo je, če se sami hranijo, malce bo raztrešeno vse okoli, ampak lahko s prsti. In prav lepa reče, če to delajo s prsti, ker čutijo potem toploto prehrane. To sigurno pomaga. Avokado je tudi dober. Malce kocke avokada lahko jim date. Jaz jim pustim, da se sami hranijo. Malce dlje traja, ampak ja. Vprašanje? Kdaj pa uvedete zelenjavo? Ko pridejo ven mlevci. Ko so mlevci popolnoma zunaj, in to je pri nekaterih dojenčkih pri 16 mesecih, pri nekaterih pa še tudi pri 23 mesecih ne. Torej počakajte, dokler ne pridejo mlevci ven. Potem lahko date stročnice, nekaj kruha, ampak idealno ne pšenice. In če jim že daste žita, naj bodo dolgo kuhana, počasi kuhana. Zato je vaš počasni kuhalnik dober. Gospa v počasnem kuhalniku skuha prosov kar čez noč. Prosov rabi nekje 3 do 3,5 skodelice vode napram eni skodelici prosa, da se dobro skuha. In moje dojenčke sem vedno hranila samo v času obroka. Omenjam se nekega dne, ko je moj sin Peter, ki je sicer bil bolj tak tečkast, in okoli 3. leta je neprestano jokal. Če smo imeli kakšno kašo, morda oves, včasih proso, riž, kinoja, in jokal je, če košček banane padel v med. In zelo všeč mu je bilo, ker je bil med ravno v sredini njegove kaše. In če je kdorkoli od otrok jokal, je mogel zapustiti prostor. In to je tudi zelo pomembno, ker če hraniš otroka samo nekajkrat na dan, kje morajo potem otroci biti? Pri mizi. In če so jokali in se pritoževali, tečnarili, potem niso mogli ostati pri mizi. Po 5 minutah, ko sem ga poslala ven, sem šla do vrat in sem ga vprašala, a boš zdaj priden, fantek? In je rekel, ne, in zelo potnil z vrati. V taki jezi ne morete prebavljati. Zato sem šla do vrat, zato sem ga tudi vprašala, a boš zdaj priden?
In tako je prišel noter in smo poskusili znova. Vem, da nekega dne je vse šlo narobe tisti dan. Mislim, da se je žlica dotaknila nečesa, kar se ne bi smela dotakniti. Kakorkoli že. Tistega dneva ni veliko pojedel. In odkrila sem, da če bi mu na začetku v 5 minutah rekla, če ne boš jokal, boš lahko na koncu dobil rožičev prah na svojo kašo. Kako se je zelo potrudil za to, da ne bi jokal. Moj sin je sedaj 33 in to perfekcionist keramičar. Mame, ko vidite take lastnosti, da prihajajo, to je že skoraj so osebnostne značilnosti. Torej, kaj se je v bistvu zgodilo, je, da ni veliko pojedel, ne? Tako da do 10. ure je že mami lačen. Ok, popi malce vode. Malce soli pa voda. In to približno traja. Kakšno urco zdrži? 11:30, mami lačen. No, če boš zelo pri miru, boš lahko dobil pol mleka, sojinga, kokosovega mleka ali podobno. In iz tega lahko razbere, da je velika čast, če sediš pri miru. Zelo pri miru. Potem lahko te stvari dobiš. Tako je pol to dobil in pil. In to nekaj časa malčke pusti, da so mirni in srečni. In sedaj je ura že 1 in on je že zelo lačen. In kosilo bo šele čez pol ure. Ok, če boš zelo pri miru, lahko poješ ta korenček. In koliko traja, da 3-letnik poje korenček? Kar dolgo časa. Če mu dam sendvič, ne bo lačen za kosilo. Razumete? Naslednji dan, in nisem mu povedala, če boš pojedel svoj zajtrk in če ne bi jokal čez cel zajtrk. Ne, niso neumni, oni razumejo to. Vedo to. In zgubite jih, če jim poveste tisto, kar je očitno. Zelo pametni so otroci. Naslednji dan ni toliko sitnarjev pri mizi, ker je videl, kaj se je zgodilo prejšnji dan. Zato sem vedno se držala časa za kosile. Med obroki pa nič. So pili vodo. Še kakšno vprašanje glede otrok? Vprašanje, kako hraniti dojenčka glede na ure? Dojiti? Jaz sem jih vedno dojila, približno vsake 3 ure. Mleko se prebavi zelo hitro. Moja sestra je ugotovila, da je njen dojenček lahko šel na 4 ure. Moji za 4 urami nekako niso mogli, tako da nekako na 3 ure je šlo. Razen če so bili v stresu ali pa razdraženi, vročino, potem so malce več pili. Vprašanje? Se pravi, dokler so bili 16 mesecev stari, ste jih dojili na 3 ure. Ja, tako je. In moja hči, si predstavljate to, je imela dvojčke. V avtu je imela to steklenico vode, 4 litre, s cevčico iz te in to je pila medtem, ko je vozila avto. Veliko vode je spila. Jaz sem moje dojenčke hranila približno do 2,5 leta, potem pa počasi vedno več hrane in vedno manj mleka. Mislim, da je pri Jamesu bilo 2,5 let. Vprašanje. Kaj pa potem doječe matere jedo, medtem ko dojijo? V času dojene. Jaz ti bi morala zelo uravnovešeno dieto, prehrano, veliko vlaknin, dovolj beljakovin in zdrave maščobe. Nekatere ženske morda potrebujejo malce več, nekaj za noč, morda kakšen smoothie, župco, kakšne krekerje in avokado. Krekerji so tako kot prepečenec in se zelo hitro prebavijo. Vprašanje. In to ni problem, tudi če so hidrati? Ne, v bistvu ne. Vprašanje. Torej bi lahko dojili, tudi če ne jeste ogljikovih hidratov? Ja. Lahko. Na vegetarijanski prehrani v bistvu skoraj ni mogoče biti brez hidratov, ker skoraj vsaka reč ima malce hidratov. Edini način, da tega ni, če bi jedli samo mlečno in mesno, zelenjavo in brez krompirja. Dr. Atkins je v prvi fazi njegove diete rekel nekje 20 mg ogljikohidratov na dan. Ampak njegova dieta je imela različne faze, 4 faze. Vam ni potrebno iti na 20 hidratov na dan, kar je skoraj nemogoče na veganski prehrani. Bistvo je samo, da jih je manj.
Nadaljujmo in poglejmo si še naprej. Kislo-bazično hrano, lima fižol, leča, soja. So vaše 3 alkalne stročnice. In zapomnite si, soja je problematična samo, če je gensko spremenjena ali pa če je bila špricana s strupi. Obstajata tudi 2 alkalna oreščka, mandlji in brazilski oreščki. Mandlji se imenuje tudi kralj oreščkov, zato ker imajo veliko železa, beljakovin in alkalni so. Brazilski oreščki pa imajo fenomenalno veliko selenija v sebi. Selenij pa je zelo pomemben mineral, ker vaša ščitnica potrebuje selenij, zato da spreminja jod v hidroksin. In vaše amalgamske plombe imajo tako rekoč privlačnost do selena. Če ima nekdo polna usta amalgamskih plomb, potem mu te absorbirajo skoraj ves selenij iz telesa. Torej, če ima nekdo probleme z ščitnico, je pomembno raziskati, ali je to zaradi amalgamskih plomb. Vprašanje. Ko ljudi različno razlaga, koliko oreščkov brazilskih naj bi pojedli. 2, 3, 5. Koliko so? Ja. Kar vzamemo 5, zakaj pa ne? 5 oreščkov na dan. Čist super. Torej, to sta 2 alkalna oreščka in to sta 2, ki jih jaz jem skoraj vsak dan. Za zajtrk. Za kosilo pa bom morda jedla makadamije ali pa cashew, indijske. Čudovita sladica. Majhna pest oreščkov ni drago, zelo koncentrirani so, ne potrebujete veliko. Večina ljudi ne je oreščkov cel mesec, potem pa pojejo celo škatlico. Kaj ni tako? Vsa vaša semena so alkalna. Bolj kisla substanca, ki jo lahko zaužijemo, pa so čist kristalizirana kislina iz sladkorja. Ta hrana je zelo bogata z kislimi minerali, ki so fosfor, klor in žveplo. Meso ni daleč za tem. Ko se meso razgradi v telesu, samo 58% se potem skuri kot energija, gorivo. To pomeni, da je 42% smeti, odpadkov. Žveplo je odpad, zelo kislotvorno, in kar telo stori je to, da uporabi kalcij, da bi uravnovesil kislost teh odpadkov. Poglejmo si kozarec mleka. Kozarec mleka ima zelo veliko živalskih beljakovin, veliko kalcija, in 5 želodcev od krave lahko prenese to. Ampak mi imamo samo en želodec. Zaradi visokih kislih odpadkov, ki jih živalske beljakovine oddajajo, to porabi ves kalcij, da bi uravnovesil to kisle odpadke. In potem koliko kalcija ostane za človeško telo? Nič. In to razloži tudi, zakaj države na tem svetu, ki imajo največjo porabo mlečnih izdelkov, imajo tudi največjo pojavnost osteoporoze. Več o tem lahko najdete tudi na predavanju Vaše zdravje, vaša izbira, možno neverjetno, od Walter Fajta. Ko gledamo na to
najbolj kislo prehrano, tudi ne najbolj alkalno do najmanj alkalne prehrane. Ta je najbolj kisla. Trdi siri, stari siri. Kaj je tisto modro v siru? Plesen. Tako je. To je zelo kislo. Obstaja tudi pH 7 sir in to je približno kislost vašega feta sira. Sveži siri. Problem teh sirov pa je, od katerih krav izvirajo. Nimajo pa problema plesni. Torej, če imate goste, ki želijo jesti sir in ga bodo jedli, potem jim svetujte, da naj jejo bolj sveže sire, mehke. Idealno pa organske, bio, kravji, kozji, ovčji sir. Meni ti siri niso privlačni. To so opcije, ki jih lahko date gostom. Kofein? Vse pijače in hrane s kofeinom so kislotvorni, tudi alkohol tudi ustvarja kislo okolje, tako kot tudi tobak. Prav tako droge. To so kemikalije. In imajo kisel učinek na telo. Vsa vaša ostala žita, razen od proso, ajda, kinoja, amarant, pira in kamut, vsa ostala žita oziroma stročnice, razen lima, leča in soja in vsi ostali oreščki, razen mandlji in brazilci, imajo kisel učinek. Ampak v bistvu gre za ravnovesje. Da bi vzdrževali ta 6,4 okolje, potrebujemo jemati v naše telo približno 70 do 80% alkalne prehrane, to je 20 do 30% kisle. Teh 20 do 30% kisle prehrane naj bi prihajalo iz tega kroga tukaj. Tako da v bistvu ni riž slab ali oves ali čičerika ali makadamija. Ne. Vsega malce. Gre v bistvu bolj za ravnovesje. Kar pa smo odkrili v Avstraliji je to, da 90% Avstralcev imajo večinoma kislo prehrano in 10% ima alkalno prehrano. Ni čudno, da je tako razširjena bolezen. Hibridizacija pšenice je pšenico postavila na kislo stran. Ne samo, da se je spremenil škrob, struktura škroba, tudi glutein, beljakovina se je spremenila, tudi ravnovesje mineralov se je spremenilo. In sedaj, če pogledamo nazaj iz tistega seznama ogljikovih hidratov, ki sem ga prejšnji dan narisala, koliko izmed teh je v bistvu na kisli strani? Vsi so na kisli strani, razen krompir. Zapomnite si, da telo deluje na zelo natančnem ravnovesju, da vzdržuje to ravnovesje. In najlažji način, da alkaliziramo prehrano, je, da pričnemo z raziskovanjem drugačnih žit, da jemo več zelenjave, več temnozelene zelenjave. In če oseba nima diabetičnega problema, nima diabetesa ali preveč teže, ali problema s kvasovkami, ali raka, potem lahko jedo več sadja. Sadje ni slabo, odvisno od tega, kaj je v bistvu že stanje v telesu. Ponovno, gre za ravnovesje. In kršitev teh zakonov v bistvu ustvarja kislo okolje. Potrebno je torej držati se teh naravnih zakonov, vzdrževati bolj alkalno prehrano
To telesu da pogoje, da lahko deluje zelo dobro in preprečuje bolezni. In tudi, če pride do bolezni, lahko zelo hitro že na začetku to obrne okoli. Presenečena sem nad tem, koliko ljudi še drži ta načela zdravja, medtem ko zapustijo naš sanatorij. In mislim, da je to zaradi tega, ker jim razložimo, zakaj. Zakaj bi morali jesti tako? Sedaj pa bi vam rada pokazala, kaj hibridizacija pšenice v bistvu storila v strukturi škroba. Razumevanje tega je v bistvu zelo, zelo pomembno za vaše diabetike. To je dan, ko vse pada po tleh, kaj ne? Tako je, ja. Sigurno. Ta flomaster je pojedel poskokajoče fižole, izgleda. Ne samo, da hibridizacija pšenice spremenila strukturo glutena, beljakovine, tudi škrob se je spremenil. Struktura škroba, ki je bila ustvarjena, se imenuje amilopektin A. Amilopektin A krvni sladkor dvigne zelo visoko, zelo hitro. In potem imate tudi pripadajoč padec. Naj vam dam nekam za primerjavo. Amilopektin B najdemo v bananah in krompirju, recimo. In če poznate glikemični indeks prehrane, torej glikemični indeks prehrane je to, kako hitro sladkor v prehrani prehaja v krvni sladkor. To so vaše banane in krompir, recimo. Amilopektin C pa najdemo v stročnicah. Še en amilopektin v stročnicah. Torej B, relativno visoko, relativno hitro, ampak ne tako visoko in ne tako hitro kot A. Tole je A, B. Kako je s stročnicami? Stročnice pa dajo lepo vztrajno naraščanje in vztrajno padanje. Kaj vse naše celice v telesu želijo? To vztrajno, konsistentno. Torej, to so vaše stročnice. To so ekscelentna hrana za ljudi z diabetesom. Čudovita hrana za ljudi, ki imajo probleme z kvasovkami. Tudi za ljudi, ki bi želeli premagati diabetes. Tudi čudovita hrana za ljudi, ki hoče premagati raka. Stročnice. Veliko ljudi so se odvrnili od stročnic zaradi tega, ker so rekli, da imajo lektine. Ali pa morda rečejo, ja, povzročajo mi vetrove, napihuje me. Običajno je, če niso dovolj mehko kuhane, dovolj splaknjene ali v ekonom loncu kuhane ali dovolj dolgo kuhane. Ko sem se poročila z Michaelom, je lahko on prenesel rdečo lečo, lima fižol in kidney fižol. Rjavega fižola pa čečerike pa ni prenesel. In storila sem to, da, ko sem jih skuhala, sem jih dala le majhno žličkico. In potem ni bilo reakcije. Nekaj dni kasneje, 2 žlički. In sedaj lahko je skoraj vse. Vprašanje? Kaj v tem primeru boljše, počasno kuhanje ali ekonom lonc? Pod pritiskom. Ekonom lonc je najboljši, ampak počasni kuhalček je tudi dober. Dokler dovoljkrat splaknete. Idealno jih splaknete 3/4 kuhane, ker sicer stročnice začnejo že razpadati in potem zgubite nekaj stvari. V zadnjem delu kuhanja jaz rada zadnje pol ure naredim omako in ko te splaknjene stročnice
dam v omako. In v zadnjem kuhanju je z osom. In potem dobite ta okus. Vprašanje. Zakaj promovirate ekonom lonc? Ali ni to samo zato, ker s tem prišparate čas? Ali kaj drugega? Pod pritiskom se lektini uničuje. Zato doktorica Stephen Gundry pravi, če daste v ekonom lonc, to so že testirali, potem lektini razpadejo. Vprašanje? Lahko prosim ponovite, kako točno jih potem skuhate? Torej, skuhate jih v ekonom loncu? Ja, jaz nimam doma ekonom lonca, ampak doma v zdravstvenem centru vse skuhamo z ekonom loncem. Pri nas to zgleda tako, ker imamo štedilnik na drvo, torej splaknem jih, prej sem jih namočila, splaknila, dala na peč, na polovici jih odlijem, splaknem in ponovno dam kuhati. Dokler lahko splaknemo to umazano vodo, je to. Poglejmo si tudi glikemični indeks. V povezavi z amilopektinom A. Amilopektinom A. Torej, vaš glikemični indeks pove v bistvu, kako hitro se glukoza absorbira iz hrane v kri. Torej, vaš glikemični indeks je poprečen nekje 55. Vse pod tem se smatra pod nizki glikemični indeks in nad 55 visok glikemični indeks. Poglejmo češnje. Češnje so nekje pri 26, grapefruit, grenivka, 25, tiste čudovite borovnice, ki smo jih danes jedli, so približno tako kot češnje. To je dobra prehrana za diabetike, za ljudi, ki želijo premagati kvasovke, za rakove bolnike, v drugi fazi njihove prehrane. Sedaj pa si poglejmo stvari, ki so višje. Poglejmo si sladkor. Sladkor, nekje 59, polnovredna. Ne, počakajte, da se skoncentriram, spravim stvari v red v glavi. Bel, torej vaša bela moka, pšenica. Ko rečem bela pšenica, mislim bel kruh, bel makaroni, to je 69. Torej, te stvari imajo višji glikemični indeks kot sladkor. Zaradi amilopektina A. Kako je s polnovredno moko? Polnozrnato moko. 72. Kako je to mogoče? Kako je mogoče polnovredna moka več zvišuje sladkor kot bela? Zato, ker ni rafinirana, ima več amilopektina A. In amilopektin A je tisti, ki povzroča, da gre glukoza še više v krvi. In neka gospa je delala naš program, ko je začela jokati na predavanju in potem je rekla, sem diabetičarka in diagnosticirana sem bila pred 2 leti in storila sem vse, kar so mi rekli. Polnovreden kruh, polnovredna pasta, polnovredno vse. In potem je rekla, vsakih 6 mesecev se vračam nazaj k zdravnikom in mi da več odmerkov inzulina. In gospa dol na ulici je lizike, torte, piškote in vse. Jaz pa tega ne jem. In rekla je, ravno ste mi razvozlali uganko. Kakšna je definicija norosti? Da počneš to, kar si vedno počel in pričakuješ drugačne rezultate. Potem je vprašala, zakaj nutricionisti ne vedo to, kar mi vi sedaj razlagate. Ja, v Avstraliji pridelamo veliko pšenice. Torej ne bodo govorili proti pšenici, zato ker toliko veliko tega zraste. Žalost ima denar svoje interese. Če želite raziskovati to še malce bolj, obstaja knjiga Wheat Belly, najbolj prodajana uspešnica, dr. William Davis.
On poda celotno zgodbo o tem, kaj so v bistvu storili s pšenico. Vprašanje, kako pa je z rjavim sladkorjem? Ja, tako. Zgleda, da rjav sladkor in bel sladkor sta v bistvu pobarvana. In res je, da rjavi sladkor bo imel malenkost več mineralov, ampak jaz se odvračam tudi od tega. Vprašanje, kako pa je z ostalimi žiti? Imaš te stare žite, rž, ječmen in podobno. Če so ta polnovredna. Torej, s temi se niso igrali in niso šli čez to hibridizacijo. Amilopektin A je bil v bistvu ustvarjen v hibridizaciji, se pravi, tega ni v teh žitih. Vprašanje, kje bi v bistvu bile kamut in enozrnica na tej skali pristali? Nimajo amilopektina A, torej so nekje nižje. Verjetno približno polovica. Med C in B, približno nekje. Nisem si zapomnila vsega na glikemičnem indeksu. To bi bilo treba preveriti. Banane so zelo visoke, češnje pa so zelo nizke. Dobro je vedeti glikemični indeks zaradi diabetikov, da jim lahko pokažete, ker imajo še vedno banane, da bi namesto njih imeli borovnice in češnje. In namesto navadnega krompirja sladek krompir. Vprašanje. Tudi za ljudi z problemom s kvasovkami lahko jedo prehrano z nizko glikemičnim indeksom? Da, sadje z nizkim glikemičnim indeksom, ja. Kakšno sladilo potem lahko sploh uporabljajo? Naprimer agava? Odvisno, mi uporabljamo med, javorjev sirup in palmin sladkor. Ali kokosov sladkor, kar je v bistvu kristaliziran nektar cveta od kokosa. In v Avstraliji in tudi v Ameriki, kjer kupuješ sladkor, tam lahko dobite tudi kokosov ali palmin sladkor. Rjave barve. Ja, res je. Mnenja so glede agavinega sirupa. Jaz osebno ga še nisem uporabljala. Vprašanje, ali obstaja kakšen nasvet, kaj je rafinirano in kaj ni rafinirano? Bel sladkor je rafiniran iz rastline. Ja. Ali obstaja kakšna knjiga o prehrani, ki vsebuje vse te informacije? Lahko googlate glikemični indeks. Jaz se dostikrat obračam na Nutrition Almanac. Obstaja tudi revidirana verzija tega. Mislim, da naredijo to vsakih 18 let, revidirajo. Prijateljica moja pa mi je posodila njen Nutrition Almanac iz 1966 in ni neke bistvene razlike. Vprašanje. Datlov sirup? Ja, datlov sirup je še ena reč. Sami ga lahko naredite, s tem, da kuhate datle v vodi. To je zelo sladko. Ni dobro za diabetike in podobno, ali pa ljudi s kvasovkami ali pa rakom, ampak odvisno od kako vidite simptome in zgodovino človeka. Vprašanje, kako je z rozinami in figami? Datli, fige, rozine imajo zelo visok glikemični indeks. Seveda, tudi za povprečneža, ki ni bolan, je čisto v redu. Mi pa ne uporabljamo datlov, ali fig, ali rozin. Torej vaše rozine mi imenujemo sultanke in naše rozine so malce večje.
kot večje jagode so. Zdaj, ker večina gostov, ki prihajajo k nam, so v bistvu v tej klasifikaciji. Želijo shujšati, ali so diabetiki, ali pa imajo probleme s kvasovkami. In zelo majhen kos je tistih, ki želijo premagati raka. In veliko bolje jim je, če jemljajo stvari, ki imajo nizek glikemični indeks. Zato. Seveda mislim tudi na našega kuharje, da nimajo preveč dela, da bi mogli kuhati več reči za goste. Tako da skuhamo nekaj, kar lahko vsi jedo. Če naredimo desert enkrat na teden in pogosto je to zmrznjen cheesecake, mi lahko pogooglate zmrznjene cheesecake in boste videli čudovite deserte. Zelo bogati, veliko oreščkov, kokonosovega olja, da se stopi v ustih, morda nekaj javorega sirupa, zelo okusni. Lepo je pokazati gostom, da obstajajo deserti, ki jih lahko naredimo. Ampak gostom damo le malček, čist majhen košček. Nekaj malega na koncu obeda. Če imamo nekoga, ki želi se spopada z rakom in ima drugačno prehrano in to gledajo, potem jim dam morda 8 indijskih oreščkov in to je njihov desert, sladica. Sicer jih pa jaz predtem obvestim, da bomo imeli sladico in če se strinjajo s tem, da razumejo, da oni najbolje, da ne vzamejo sladice. In potem rečem, ali ste zadovoljni, če vam dam nekaj indijskih oreščkov, torej malce pristopimo. Neka gospa je rekla nekoč, ali lahko dobim samo polovico ogriza? In rekla sem, seveda. Kaj pa je to? Čisto malo. Zelo vesela je bila tudi z enim ugriškom. Delate z osebo, a ne? V Ameriki in Avstraliji vem, da imajo to rastlino hydrangea rastlino, tak grm, velik grm, ki ima velike cvetove in vsak cvet je sestavljen iz veliko malih cvetkov. Zelo popularen grm. Včasih ta roža je temno vijolično, včasih modro, včasih magenta pink, včasih pa svetla pink. Ampak ne gre za različno sorto rože, ampak vrtnar se v bistvu igra z zemljo. Različen pH v zemlji pridejo ven različne sorte barve rož. Prav tako kot se vrtnar igra s pH-jem zemlje, da bi različne barve prinesel s tem, lahko tudi vi in vaši gostje igraste s pH-jem vaše zemlje, celic bi lahko rekli, da bi producirali različne učinke, odzive telesa. Vprašanje, kako je s kokosovim mlekom? Kokosovo mleko je približno tukaj. Imate dve različni sorti kokosovega mleka, nezrel kokos in nezrel kokos je zelen kokos. Obloga je en tak tanek sluzast gel in vsa hranila so v tekočini. Tradicionalno na Fidžiju, če mati ni mogla hraniti dojenčka, je dala dojenčku kokosovo vodo. Lahko kupite tukaj kokosovo vodo? Vem, da v Avstraliji lahko. To ni od starega kokosa, to je od nezrelega kokosa. In gospa mi je povedala na Fidžiju, moja prijateljica se je rodila pred 45 leti, rodila se je na majhnem otoku na Fidžiju, oddaljenem otoku, in mama je umrla in ni bilo drugih žensk. Torej, moški so hranili to punčko z vodo iz kokosa. In odrasla je. In ena moja prijateljica, doktorica na Fidžiju, Wawata Mazandoli, vsem svojim materam daje, da suplementirajo, nadomeščajo ali pa ne morejo hraniti dojenčkov, da pijejo kokosovo mleko od zelenega. In ba je, da med vojno na teh otokih, če je kdo potreboval transfuzijo krvi, so transfuzijo naredili z sterilnim kokosovim sokom, ker je zelo bogat z minerali.
Velika razlika obstaja med starim kokosom in mladim kokosom. Pri starem kokosu je rjav, kosmat kot les, in ko ga odprete, je debelo, trdo, obloga. In to je to. Iz česa je kokosovo mleko in smetana iz tega belega dela. Ko sem šla na Fidži, so delali svoj kokosov mlek, kokosovo smetano, s tem, da so ga odprli, naribali notranji del, zmešali z vodo in stisnili, in kar je prišlo ven iz tega, je tisto belo mleko. In te vlaknine so dali prašičem ali pa komorkoli, kot hrano. Zato, ker je sedaj večina stvari v mleku. Kokosovo mleko, kokosovo voda, od zelenega kokosa, kokosovo mleko in smetana. Kokosovo mleko je v bistvu kokosovo smetana z več vode. In to je naredi zelo dober aditiv karijem. Nekateri ga radi dajo za zajtrk, sojnim mlekom ali mandljevim mlekom. Vprašanje. Kakšna hranila ima kokosova voda, tisti zelen kokos? Ja, zelo bogat je z minerali, zelo visoko. In da bi lahko izvajali transfuzijo, zveni, kot da ima skoraj toliko mineralov kot slana voda, morska voda. Ampak zraven je tudi seveda ogljikov hidrat, ker je rahlo sladek. Vprašanje. Ko govorimo o dojenčkih, dojenčki, ki niso mogli biti dojeni zaradi nekih razlogov, torej kokosovo mleko, torej kokosova voda v bistvu, z tega zelenega kokosa bi bila dobra. Mislim, da je bilo zažalostno na Fidžiju, ker je vlada rekla, firme, ki delajo adaptirano mleko, da ne smejo dati na sliko gor Fidžijevega otroka. Zaradi zdravnikov, ki so protestirali zaradi teh formul mleka, ki so prihajale na Fidžiju. Kot odziv na to so te firme z adaptiranim mlekom prenehale delati svoj mlek. In mnogo mater je bilo, ki so se ujezile, s čim bojo hranile svoje otroke. Prijateljice sem rekla, napiši članek za časopis. Hranite otroke s tem, kar ste jih hranili 100 let že. S kokosovo vodo. Hvala za poslušanje, pa se opravičujem za napake.